Živa. Pozdravljena. Kar izvolite sest. Hvala. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva. Bi mi lahko malo povedali, zakaj ste danes prišli k meni? Moja sestra je rekla, da bi lahko prišla sem, ker je opazila, da sem malo bolj obupana, malo bolj žalostna, tako da je rekla, da bi bilo smiselno. Koliko časa pa že trajajo ti občutki? Ne vem, recimo par mesecev. Ja, nekaj takega. Tako da par mesecev enih občutkov obupanosti, žalosti. Ja? Ja. Bi mogoče malo natančneje pogledali te težave, šli malo čez? Se strinjate? Je težko? Ja. Težko govoriti o tem. Ne? Ja. Ja. Bova probali, ne? Počasi. Ja. Bi lahko poveste malo, kakšno je bilo vaše razpoloženje v teh zadnjih mesecih? Ne vem, se mi zdi, da sem tako bolj žalostna, malo bolj obupana. Ne vem, kakor da se premikam čez neko težko meglo ali nekaj. Ja. Kot da bi bile črne misli? So črne misli? Težke, ja. Težke misli. Ja. Kakšen pa je občutek? Kaj bi rekla? Energija? Mislim, pač nimam zares energije. Se mi zdi, da je, ne vem, nazadnje sem imela energijo pred, ne vem, pol leta. Se mi zdi, da ne morem, ne vem, ne da se mi nič, ne morem iti ven s prijatelji, ne morem poskrbeti zase, ne morem pomagati, ne vem. Bi rekla, da je to tudi kaj povezano z vašim spanjem? Je tudi spanec slabši? V bistvu je, ne vem, zelo težko zaspim. Se mi zdi, da nekako, da sem cel dan utrujena in pol, ko grem spat, pa pač možgani ne utihnejo. Kakor da skozi nekaj govorijo, nekaj se dogaja in pol se zbudim ob 4 zjutraj in ne morem zaspati nazaj in pol nikoli nisem zares naspana. Naporno je. Ja. Tako da slabo spite, potem se zbudite utrujena. Kako pa to potem vpliva na vašo pozornost, koncentracijo, na delo na fakulteti? Ja, imam velike težave, v bistvu se zares koncentrirati, narediti karkoli, ali pa sploh iti na faks. Velikrat ne grem na faks, ker sem preveč utrujena, da pol ostanem doma, prepisujem, ali pa tudi ne. Ne vem, se mi zdi, da nisem zares uporabna. Težke misli. Ja, se tudi v bistvu izogibate družbi? Ja, ne vem. Vedno, ko me prijatelji vprašajo, da bi šla ven, pač jim rečem, da sem preveč utrujena in sem res preveč utrujena. Se mi zdi, da se mi ne da zares nič delati, nikamor iti in pol pač me nehajo spraševati na eni točki. Kaj pa fant? Partner? Ja, ne vem, on je bil v bistvu edini, ki je poskušal biti bolj spodbuden ali pa bolj blizu mene. Ampak je pol obupal na neki točki, ker pač je videl, da se nič ne spreminja, da je sam še hujš in pol je nehal pošiljati mesiče, me klicati bolj pogosto, kakor da je obupal nad mano. Tako da v bistvu te težave, ki trajajo že nekje zadnjega pol leta, zelo vplivajo na vaše odnose, na vaše razpoloženje, na spanje, Ja. na koncentracijo.
ogromno je teh nekih negativnih misli, ki potem proizvedejo veliko negativnih občutkov. Ja, sem prav razumela to, kar mi želite povedati? Ja, približno tako. Ana, na kak način si pa pomagate? Znate kakorkoli priskočiti sama sebi na pomoč? Mislim, povedala sem mami, ampak se mi zdi, da me ni zares razumela. Imam občutek, da noben zares ne razume. Vsi sam govorijo, da pač se odločiš, da si srečen in da naj se bolj potrudim. In pol, ne vem, nisem zares, malo sem pogooglala, ampak nisem našla ničesar uporabnega zase. Ste probala kdaj zapisati te misli, te negativne misli, ki vas obremenjujejo? To ja. In pol, ko zapišem, šele vidim, da so negativne. Ker včasih veliko se mi zdi, da so resnične in relevantne in neutralne, ampak pol jih pogledam in vidim, da v bistvu so bolj negativno. Ja. V bistvu to je ena taka super metoda, no? Da napišemo te misli, se malo distanciramo, oddaljimo od njih, vzpostavimo distanco in s tem malo odvzamemo čustven naboj. Ja. Lahko probava še z eno vajo, s katero si lahko malo pomagamo pri teh negativnih avtomatskih mislih. Ste za? Ja. Ok, bomo probali eno vajo, eno tehniko, ki rečemo prepoznava in spreminjanje negativnih avtomatskih misli. Ok. Ja. Pa probajte najti eno misel, ki je v zadnjem času povzročila pri vas eno tako slabo razpoloženje. Kaj bi rekla? Se spomnite kakšne? V zadnjem času se mi zdi, da sem slaba oseba. Tako da to verjetno. Kako pa verjamete to? Koliko je za vas ta misel resnična? Ja, trenutno je, ker se mi zdi, da pač zdaj ne morem delati stvari zase, ne morem skrbeti zase in težko pol skrbim za druge in je, ne vem, nisem toliko dobra oseba, kot sem bila včasih, se mi zdi. Ok, probava najče proti dokaze tej misli, da ste slaba oseba. Ok. Meni se zdi, da imam občutek, da znotraj sebe, da sem dobra oseba, pa da hočem biti, ampak da trenutno ne uspem. Pa vem tudi, da sem bila, še vedno zdaj vem, da pomagam ljudem, ko kaj rabijo, ali pa družini, razen če pač res ne morem. In kot otrok se mi zdi, da sem bila dosti v redu oseba, da to verjetno je. Ok, tako da če bi zdaj v bistvu na ta kontinuum med slabim in dobrim umestili Ano, kam bi umestili? Ne vem, nekam na sredino, recimo. Ja. Ok, tako da ja, našli smo nekaj protidokazov, ki govorijo, da bi bila res slaba oseba. Ja. Ja, ok. Koliko zdaj to vpliva na vaše razpoloženje, če pomislite na to, da pa mogoče res niste tako slaba oseba? Recimo, da je lažje. Mislim, da je boljše. Evo, to je bila ena taka tehnika, s katero si lahko malo pomagamo pri teh negativnih avtomatskih mislih. Ja, če boste želela nadaljevati za srečanje, bova pa delali še več takšnih tehnik. Ok, ja? Hvala. Hvala. Adijo. Adijo.